Spoštovani gledalke in gledalci, v tokratni klepetalnici lepo pozdravljamo odgovornega urednika naše televizije, televizije AS, Simon Baležic, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljeni, vsem gledalkam in gledalcem televizije AS, tokrat bom rekel na drugem sedežu. In tako je včasih tudi prav, življenje pač tako nanese. Simon Baležic, diplomirali ste z vzdolžnim profilom Mure. Zdaj, kako sem jaz prišel na to Muro, to me nekako že iz moje male mladosti nekako preganja ta Mura. Jaz sem se, ko sem bil mogoče tako star, kot je zdaj moj sin, 3 ali pa mogoče hčerka 10, sem se Mure bal. Bal sem se iti čez Murski most Veržejo in sem vedno nekako, mamo ali pa očeta sem se vedno držal, ko smo prečkali Muro. In sem vedno rekel, joj, ne bo tam me v Muro vrglo, ne bo tam me v Muro vrglo. Tako da sem imel tako, bal sem se, pa mogoče strahu spoštovanje. Zdaj potem seveda kasneje, ko sem nekako odrasel, je se seveda ta del bojazni oziroma nisem se več bal, še vedno imam respekt pred njo. Ampak skozi leta me nekako k Muri odneslo. Zakaj sem se mogoče Mure tudi nekako dotaknil? V moji, ko sem študiral, smo imeli izpit mehaniko tal s temeljenjem. In toti izpit mi je bil res, to mi je bil taki težki izpit in sem enostavno sem imel nekako težave se te snovi naučiti. In takrat sem nekako našel pri Muri mir, da sem se umiril. In še vem, ker je to bilo po zimi, je bil sneg in tam pač Mura mimo mene tekla in me to na nek način tam pomirjalo. In nekako na ta način sem se takrat, ko sem se pripravljal na ta izpit, sem se hodil takrat umirjati, takrat sem se tudi izpit kasneje tudi uspešno naredil. Ampak takrat pa je nekako to zanimanje za to vodo, ki teče po Muri, se je zbudilo to zanimanje. In potem je to seveda tudi sledilo, da je ravno v tisti zimi 2001-2002 potem sledila tista najnižji vodostaj, kaj so nekako zmerili, odkar upravljajo meritve. Vem, ko smo še s šolcem hodili tiste, ker je bil dejansko tak nizki vodostaj, da je bil pod tisto merilno lato, se pravi pod najnižjo točko je bil vodostaj. In takrat sem tisto šlo v vago, sva zmerila vodostaje. Te smo ugotovila, da je Cmureški most bil spodjeti in potem na osnovi teh naših upozoril so ta Cmureški most potem sanirali. No in potem je pač to zanimanje za te vode Muro potem nekako rezultiralo v tej diplomski nalodi. Tako, in zgodovina Mure bi morali bolj izkoristiti v turistične namene. To je bil naslov intervjuja z 19. novembra 2007. In sicer s Karlom Vrataričem. O Muri vedno govorimo kot o eni turistični destinaciji, ki jo premalo izkoriščamo ali pa kakorkoli že. Kaj pa zgodovina Mure? Zakaj zgodovino Mure izkoriščati v turistične namene? Zdaj, sama Mura je nekako za nas Slovence, za katere jaz mislim, da tukaj živimo prek Murci v Prleki, jaz menim, da smo mi tu nekako staroselce in to imamo mi v naših genih. In te zgodovinske stvari, ki se nekako tu dogajajo, je ena zadeva tudi s temi brodovi pa z mlini, ki je neka kulturno-zgodovinska dediščina, ki se že seveda že uporablja v te turistične namene, kajti ogromno ljudi si prihaja ogledati tako Babičev mlin, recimo kot tudi te brodove, ki so tam, pa makar so to tam pri Tinekovem Brodu ali tudi gore v Sladkem Vrhu ali kakorkoli že. To je že nek magnet in tudi po sami reki Muri smo itak že tudi poznani. Nekako smo malo tudi posebni, malo smo eksoti in vse to že obstaja, ta zgodba okrog Mure. Zdaj, zgodovinsko gledano pa seveda, Napoleon je prečkal Muro, ko je šel na Dunaj. Potem vemo, tukaj so bili kruci. Tukaj je bila tudi ne nazadnje med drugo svetovno vojno fronta. Bili so tudi, iz zgodovinskih virov se tudi ve, da so prišli sem Mongoli, ko so vdirali so Zlata horda, vsi ti so bili tukaj. To je bil en skupek teh različnih
zgodovinskih dogodkov, ki jih nekako ne uspemo na pravilen način tudi predstaviti zainteresirani javnosti oziroma turistom. In jaz mislim, da bi v to smer tudi ta zgodovinski turizem se tudi ob tej Muri moral razvijati. Ne nazadnje pa tudi vidimo, da ko so ta drevak našli, vidimo, da že 3000 let plujemo po reki Muri. Ne? Prvič, to je res, ampak kako se lotiti tega zahtevnega projekta? Kot gradbeni inženir to ne pomeni samo beton in železo. Kako bi se recimo vi sami lotili izgradnje nekih znamenj, ki so jih pustili kruci, ali pa vzpostaviti, kajti konec koncev govorimo o Muri. To je habitat, ki je povsem zase, ki je bogat. Govorimo o Murinih slepih rokavih in tako naprej. Po eni strani je treba to varovati, po drugi strani pa pripeljati turiste. Kako to uravnotežiti? Vse ob Muri že obstajajo točke, kjer se dejansko lahko nekako, kjer se še lahko kaj naredi. Ne? Pa naj se to otok Ljubezne, pa naj se to tudi zgoraj v Črncih, pa v Sladkem vrhu, pa v Radgoni, pa marsikje drugje. Se pravi, obstajajo določene točke, kjer se lahko kaj naredi. Obstajajo razni ti mehki prijemi, kjer se lahko mogoče kakšne učne poti, pa kakšne podobne stvari naredijo. Drugače so pa lahko kakšni večji posegi lahko izven tega območja, v krajih, ki so bližje Muri. Na ta način nekako prikazati ljudem, kaj se tu v zgodovini dogajalo. Drugače pa predvsej takih raznih zanimivih ostankov ob sami Muri. Mogoče kakšni stari ti carinski mejni kamni in ogromno teh stvari, ki se jih da nekako izkoristiti. In treba samo te stvari povezati, pa na pravi način plasirati v prostor do tistih, ki jih to zanima, turistov. Ker jaz mislim, da je tu treba zelo malo kakršnikoli posegov v samo Muro oziroma v to okolico, da bi nekako bolj izpostavili ta kulturno-zgodovinski pridih tega prostora. Zdaj, kar se pa tiče same Mure, teh rokavov pa teh stvari, zdaj so ravno izvedli zanimive projekte, kjer so odprli rokave, naredili razširitve in ravno po tej poplavi, ki je bila sedaj, so se pojavile te tiste, ki so, kot so že nekdaj bile pred regulacijo, te razne sipine, te razne brzice, te stvari, tako da se nekako to itak to že dela. In jaz bi samo pustil Muri svoj tok, pa se bo ona že našla svojo pot. To je Simon Balažic, ki bi pustil Muri svoj tok, seveda pa so bila povsem drugačne težnje. Recimo, hidrotehnična študija reke Mure s poudarkom na karakterističnih pretokih in prispevnih območij je naslov visokošolskega strokovnega študijskega programa Gradbeništvo, avtor Simon Balažic in Boštjan Kovačič. Upam, da je to ta pravi Simon Balažic. Ja, to pa je to pravi. To je moja diplomska naloga. Tako. In to je to, potem pa smo pri elektrarnah. O tem sta se pogovarjala zdaj že pokojnim novinarjem Borisom Cipotom. Elektrarne bi vzele preveč narave za premalo energije. Pri tem se kopja vedno lomijo. Ja, zdaj, mi vemo, ko se imamo tri dele reke, se pravi en del reke zgornji tok, drugi del srednji tok, pa spodnji ali tako imenovani nižinski tok. Z vidika izrabe energije je vedno najbolj primeren srednji tok. To pa zato, ker je tam že malo več vode, pa tudi ta sestava, geomorfološka sestava tal je še tako primerna, da lahko ti nekako umešaš te objekte, kot so hidroelektrarne, brez nekih visokih nasipov levo, desno, ki bi šli v potoku navzgor, ne vem koliko kilometrov. To seveda tudi podraži celo investicijo. Plus tega pa tam je pa problem recimo v nižinskem delu, ko so zelo porozna tla. In tega v srednjem toku ponavadi ni. Zato vidimo, recimo, elektrarne so vedno v srednjem toku, kot je recimo na Dravi med Dravogradom pa med Mariborom, ki je nekako primerno, na eni strani je Kozjak, na drugi strani je Pohorje. In tam so nekako že zelo hitro ugotovili, da se da te stvari tam tudi zgraditi. Podobna zadeva je na Muri med Brukom, Bruk an der Mur pa med Grazom.
tudi imaš na levo, desno imaš te hribe, pa tudi sestava tal je precej primerna za gradnjo tovrstnih objektov. Podobno tudi na srednji Savi in tako naprej. Zato so na teh območjih te stvari zgrajene. Ko pa pridemo k nam v nižinski tok, je pa problem v Pacu, pa problem je seveda tudi za to poroznostjo. To vidimo pri poplavah, ko Mura naraste, poplave imajo vasi ob reki Muri, oziroma prebivalci ponavadi v kleteh vodo. In to se vidi, da potem, kako se ta podzemna voda giblje, in zato iz vidika potem same investicije dejansko so potem stroški z vsemi ukrepe, da bi nekako ohranil vodo znotraj struge, grejo cenovno, potem bi jaz rekel v minus. Ne? Torej, se dejansko te stvari niso rentabilne. Po drugi strani pa vidimo, da je to območje Natura 2000, vidimo, da je to nek, bom rekel, rezervat, biosferni rezervat, ki je pod zaščito UNESCO. Torej, Evropa in svet sta priznala, da je to neko območje, ki se splača ohraniti in bi res bilo zdaj tu škoda, če je to neka žila dovodnica za Pomurje ali pa tudi pljuča Pomurja, ali pa tudi neki rezervat tudi za pitno vodo in enostavno na konci matematika ne zdrži in zato nekako ta rek preveč narave za premalo energije še vedno drži. To sva bila pri Muri. Potem se je zgodilo, ko sva že pri Naturi 2000, se je zgodil Krajinski park Goričko, ki pa nima z Muro kaj dosti za opraviti, razen da je pač v deželi v Muri, ampak je prav tako Natura 2000. Tako da ne moremo reči, da je Simon Blažic se zavzema samo za habitat Mure in ob Muri, ampak nasploh za naravovarstvo. Ja, v čem pa bomo živeli? A bomo živeli v maskah, ali bomo živeli v puščavi, kaj bomo jedli? Ne? Mislim, da to treba nekako naliti čistega vina in enostavno moramo začeti zavedati, v kakem okolju bomo živeli. Meni je zelo pomembno, da sem zdrav, da imam zdravo hrano, da imam zdravo pitno vodo, ampak naša politika pa se obnaša tako, da če bo to tako se nadaljevalo, bomo jedli še samo strup, pa pili strup. Vidimo recimo, ko se že te stvari so že tako daleč prišle, da ogromno ljudi zaradi te zgrešene politike je vedno več bolanih. Ni čudno, koliko ljudi je danes bolanih. Ne? Tako da enostavno se gre za to, za vrednoto, ki si mora človek postaviti. Meni se zdi zdravje številka 1, ki jo jaz nekako vidim, in zdravje pa izhaja iz zdravega okolja. In mi še nekaj imamo. Imamo Muro, imamo tudi Goričko, Krajinski park Goričko, imamo še tudi kaj drugega. In to moramo pač ohraniti. Če želimo, da bomo mi živeli, pa tudi naši zanamci v nekem kolikor toliko zdravem okolju, da se bo dalo ponovno nekako živeti. Ali pa, ne vem, to vse uničimo, pa kaj bo pa potem? Kaj bomo tako, kot, ne vem, kam bomo pristali? Treba se dobro zamisliti, kam ves ta voz gre in kakšne so vizije, kje bodo naši zanamci. Nam so na srečo naši predniki to pustili, da lahko s tem upravljamo in da se lahko za to borimo. Naša naloga je pa, da to predamo, to štafeto našim zanamcem. Ampak tudi Simon Blažic, zdaj pa vsem, kar sva povedala, je treba pustiti zanamcem in tako naprej. Je tudi velik človekoljub, kajte vedno, ko se pogovarjamo ali pa ko gledamo oddaje na televiziji, ki jih pripravljate, govorimo o vojnah. In med vrsticami je vedno začutiti, da vojna ni nikoli rešitev, da vam je pravzaprav žal za ljudi, ki so kolateralna škoda, ki jim pravimo kolateralna škoda, pa jim ne bi smeli reči kolateralna škoda. Zdaj, nekako znašli smo se v nekem vrtincu pogube človeštva, če se tega ljudje zavedajo. In to lahko vidimo v teh dogodkih, krizah, ki se sedaj dogajajo. Pa mogoče, da ne bom šel preveč nazaj, pa dajmo najprej korona kriza, ki je bila, se pravi nekako 2020 se je začelo. Potem je bila ta
kriza z vojno v Ukrajini in pa sedaj seveda ta kriza, ki je ta izraelsko-palestinski konflikt. In če boste pogledali posnetke, vedno so krste, vedno kažejo neko žalost, vedno nas strašijo. In vedno je predvsem mrtvih. In ista zgodba je, ali je to korona, ali je to Ukrajina, ali je to v Izraelu. In vedno skočimo iz ene krize v drugo krizo, v ozadje pa bom rekel, kaj te multinacionalke služijo. Najprej so služili pri koroni, pa ne bom se zdaj lotil, da ali ne, ali kakorkoli, ne bom se zdaj spuščal v to, ampak če gledamo če malo gledamo širši kontekst, vidimo, da je pri koroni služila farmacevtska industrija, potem pri tej ukrajinski krizi je najprej, bom rekel, te multinacionalke iz energetskega sektora služila, vemo, to so bile take nemogoče številke glede teh cen energentov, da ta glava boli, ampak so služili, ogromne denarje so služili. Potem je pa prišla vojaška industrija. In sedaj vidimo, spet vojaška industrija služi in spet se kaže, da bo spet začela služiti ti energetski magnati. Kajti oni so ugotovili, da pač moja teorija, oni so ugotovili, da z temi prijemi, ko ljudi so krivci, so pa mediji. Kajti mediji pa potem prestrašijo ljudi in na ta način iz nas, gledalcev, Evropejcev, predvsem Evropejci smo cilj, iz nas vlačijo denar in mi plačujemo. In mi že iz krize v krizo plačujemo. Čeprav, ko vidimo, ko se je recimo korona se je končala z začetkom ukrajinske vojne. In ko je bila ta intervencija ruskih sil v Ukrajino, je potem počasi zbledela ta korona. Čeravno je še vedno med nami korona. Še vedno ogromno ljudi zboleva. Bolnice so polne. Ampak ni več v medijskem ospredju. Potem je še za izraelsko-palestinski spopad. Vidimo, ukrajinske krize več ni. In se počasi tam že govorijo, da bo mir in tako naprej in tako naprej. In to se vedno se drži, tako dolgo se bo to, dokler bodo oni videli, da bomo mi za to plačevali. Ampak vedno so pa tiste slike, otroci, ki so vse izgubili, otroci, ki nimajo nič. Ampak kdo je za to kriv? Smo mi krivi? Pa tisti, ki so sprožili to vojno. Naj tiste vojne dobičkare, naj tiste plačujejo za njih. Pa oni so krivi. Zakaj tega nikjer ne vidimo? Treba se vprašati, v kakem medijskem prostoru to živimo. Kdo to objavlja, na kak način objavlja? Kaj je to interes v zadnji? Potem si pogledajte na teh televizijah, kdo ima glavne reklame. Kdo je sponzor, kdo je pokrovitelj. Malo, dragi ljudje, malo pogledajte, ko boste videli te prispevke po televizijah, pa potem si malo naprej pogledajte, kdo je glaven v reklamah in malo pogledajte, kdo je bil tisti glavni dobičkar pri vseh teh vojnah. Predvsem od zadaj, če pustiva vso teorijo, je vedno strah. Strah je najmočnejše in najbolj rušilno gibalo v človeku. Nekateri filozofi ali pa leporečniki pravijo, ljubezen ni res, ampak strah je tisti, ki, če zagotoviš ljudem dovolj strahu, bodo tudi iz strahu to počeli, kar pač počno. Ampak pri tem vprašanju se meni postavlja eno čisto drugo vprašanje, naslavljam ga na vas kot na naravovarstvenika. Kaj mi pravzaprav puščamo po vseh teh vojnah v zraku, v tleh? Poznamo prvo svetovno vojno, šele zdaj vemo za Iprit, Tabun in tako naprej. Po drugi svetovni vojni smo pustili tudi atol Bikini je bil eden izmed tistih kolateralnih škod. Govorili smo o ne vem kakšni grozni katastrofi v Černobilu. Zdaj recimo, ko spet poteptamo, zaminiramo vse, recimo v Bosni in Hercegovini so šele zdaj uspeli odminirati tla, ki so morda rodovitna ali pa tudi ne, skratka so narava, takšna, kakršna mora biti. Kaj se bo zgodilo v Ukrajini in Gazi? Ukrajina je pravzaprav ena izmed žitnic, ne samo Evrope, ampak kar velika žitnica. Za Gazo mislim, da se, ne vem, če se kdo s tem ukvarja, ampak
koliko kemije, koliko vsega smo spustili v zrak. Ja, to je največji paradoks, ne? Ko vidimo v Nemčiji te politike, ki so na vladi, predvsem jaz bom kar kritičen do teh zelenih, ki govorijo, joj, treba je okolje ohraniti, treba je ne vem kaj vse, ne? Potem tam ljudi prisiljujejo v izgradnjo teh toplotnih črpalk, prepovedujejo nove, bom rekel, ogrevalne naprave na fosilna goriva, po drugi strani pa načrtujejo nove velike elektrarne na plin. Kako je to dvojna morala, ne? Potem vidimo v Ukrajini to, koliko je bilo tega v zrak spuščenih stvari, raznih, bom rekel, onesnaženih delcev, ki je zagotovo zaokrožilo po svetu, tudi ti izstrelki z osiromašenim uranom. Jaz mislim, da mi še 1000 let v Sloveniji lahko na polno se v zrak spuščamo, pa ne bomo tega nikoli dosegli, ne. To je neka dvojna morala in zeleni, recimo v Nemčiji to podpirajo še z orožjem, eno, drugo, tretje. In to ni tema, o kateri bi se pogovarjali, na kak način dejansko tudi se sedaj tam zastruplja narava pa okolje. V preteklosti seveda treba ene stvari razumeti, da takratni vladarji so še bili hujši. Prej, ko je bila v Černobili ta jedrska nesreča, seveda je bila jedrska nesreča, ne, ki je bila dokumentirana, ki so jo pokazali tudi po televiziji. Ampak veste, koliko atomskih bomb so preizkušali? Tako Rusi, tako Amerikanci. To so udarni valovi, so šli okoli Zemlje. Zato sem omenil atol Bikini, ki je... Ti ljudje so nas tako zastrupli, ko se mi niti tega ne zavedamo. Tako da, toti Černobil, vse je bil problematičen, ampak takih Černobilov je bilo na stotine in stotine, ampak ti se je bilo v sklopu nekih vojaških preizkusov, ki so bili takrat narejeni in so nekako imeli tako ali drugače vpliv na celotno. No, Černobil je bil eden izmed najbolj odmevnih, drugače poznamo tudi Kozloduj, poznamo Fukushimo. Pa na otoku 3 mil tiste nesreče pa te stvari. Tako da, jaz mislim, da se, pa zdaj recimo, ne, o tem nihče ne govori, kako to, da smo videli auroro v Sloveniji. Pa mene so v šoli učili, da je to samo tam v Skandinaviji. Ja, kaj se dogaja, ko ta aurora, pa ni bila neka rdeča, pa ni aurora bila takih barv, kot imamo tu v zadje. Kaj se dogaja? Mislim, tu se ene stvari se dogajajo, in jaz mislim, da nam bo narava slej ko prej vrnila milo za drago, pa še s kakimi obrestmi. Vidimo, da se stvari, ker mi smo okolje spremenili. Mi ne moramo nekaj primerjati, kaj je bilo, ne vem, 50-100 let nazaj pa danes, to ne moš primerjati. Ker toliko površin je zasfaltiranih, toliko površin je pozidanih in tako naprej. In to ni isto, kak je bilo takrat. In če se zdaj podobni vremenski vzorci pojavljajo, je to dejansko se potem to drugače pozna na zemlji. In vidimo, kaj se recimo zdaj s temi poplavami v Sloveniji dogaja, pa ne samo v Sloveniji. Tudi drugod po državah vidimo, da lahko vidimo en vzorec, kaj nas čaka. Eden izmed nemških filozofov je pri tem dejal, da narava si bo vedno vzela svoje nazaj. Ne glede na to, če v 5, 10, 15 ali 1500 letih, ampak preidiva zdaj nazaj k vam in potem se je zgodila televizija AS. Odgovorni urednik televizije AS, pravzaprav ne samo odgovorni urednik, ampak pustiva zdaj zgodbe tam, kjer so. Naravovarstvenik, ki se zavzema za ohranjanje Mure, za ponovni turistični pristop k Muri, za boljše življenje ljudi, za boljše življenje zanamcev. In kar bi pravzaprav ne bilo nič čudnega, ampak gradbenik, ki se odloči, da bo vodil televizijo. To je ena izmed zelo zanimivih zadev. Običajno so to kakšni družboslovci. Kaj pa je narobe z gradbenikom? Nič, čisto nič, ampak zanimivo pa je. Ja, ne, zdaj, kako sem jaz na televizijo AS prišel, to pa sega v letu 2008, ko me je takratni direktor, gospod Anton Wengel, pač povabil na televizijo. Je res, da sem se jaz nekako začel z temi evropskimi projekti ukvarjati,
ker to me je zanimalo že, kaj sem zaključil študij, neko projektno delo. Vse to je zelo podobno kot to, kdaj vodiš gradbišče. Imaš nek plan dela, gontogram in po tistem gontogramu se potem držiš in potem zadevo zaključiš. Torej nekje začneš z nekimi aktivnostmi in potem tudi zaključiš vsebinsko in finančno. In s projekti je zelo podobno. In gospod Vengel je takrat 2008 videl pač neko priložnost za televizijo, da bi lahko na teh z raznimi projekti tudi imel neke možnosti za uspeh. In smo pač se poznala in je videl, da se s temi stvarmi tudi ukvarjam in me povabil na televizijo AS. In sem na začetku takrat prijavljal projekte. To je bilo leto 2009, eno zelo tako zanimivo leto, ko sem skoraj vse, kar sem prijavil, dobil. To še mi danes ni jasno. No, te pa pač po vseh teh uspehih s projekti je pa potem 2010 me tudi res redno zaposlil. Potem pa nekako 2012 je pa nekako prišla zadeva tako daleč, da pač rekel se bo počasi umaknil. Mi je dal priložnost in jaz sem to zadevo zagrabil. In od 2012 pa do danes sem pa te pač za krmilom ladje, ki se imenuje televizija AS. In mi imamo občutek, recimo, da z veseljem, z entuziazmom. Ja, zdaj pri teh zadevah s televizijo bom tako rekel, meni tako zanima že od nekdaj. Jaz sem bil še v osnovni šoli, pa sem vedno čital Delo ali pa Večer ali pa Vestnik, vse te časopise, ker me pač to zanimalo. Vedno sem tudi televizijo spremljal in to je seveda meni pač zanimivo, ker si fajn posnameš, pa te ljudje lahko vidijo. Zdaj v tem, predvsem od leta 2020 naprej, smo bili pač drzni, pa mi definitivno ni žal. Mi pa največ pomeni, ko ne samo tu v Pomurju, ampak tudi izven Pomurja, ko ljudje pristopijo k meni in mi čestitajo za oddajo, za program, ki ga imamo na televiziji AS, same pohvale. Tako da to mi je pa potem neko to zadovoljstvo, ki mi ne bi prinesel noben denar, ko vidim, da ljudje nas jemljejo resno, in da tudi to, kar objavimo, je zelo verodostojno, kajti v današnjih časih pač s tem medijskim prostorom, kakršenkoli je, ki vedno bolj spominja na rdečo četrt, kot pa na kakorkoli drugega, pa ni vsi, ampak gre v to smer, ko več gledalci ne vejo, kaj je propaganda, pa kaj so neke resne novice, se mi zdi, da naš medij upravlja neko poslanstvo, neke luči na koncu tunela, da nekako imajo vse ljudje možnost od nekih zadevah. Jaz vem, da so mala ekipa in o vseh stvarih ne moremo na tak način poročati, ampak vse o nekih pomembnih zadevah pa se pač trudimo, da ljudje dobijo te prave informacije in z terena dobivam zelo dobre odzive. Pa nisem tudi v Ljubljani, me včasih kdo govori, pa v Mariboru ali pa kjerkoli. In zadnji sem bil v Beli krajini, pa sem bil presenečen, ko so me prepoznali, čestitali, vejo za televizijo. Tako da to so neke tiste stvari, ko sem nekako tudi v sebi zadovoljen, ko vem, da ta naša barka, če ravno včasih zaplujemo v malo bolj nemirne vode, vseeno gremo v pravo smer. Ja, in prav se mi zdi po programu sodeč, konec koncev sem tudi sam sodelavec že malce več kot eno leto, da se na stvari pogleda malce širše. Z enega samo ožjega kota in samo z enega kota ni nikoli dobro. In pravzaprav mislim, da je to čar televizije AS, oziroma bomo rekel tudi tako, hvala Simon Balažic, da imamo to priložnost, da lahko kakšne kovance pogledamo z obeh plati, ne samo z ene. Ni to tako zelo samoumevno. Ja, seveda hvala za to, seveda hvala vsem vam, da pomagate pri teh zadevah. Ja, ni umevno, ker jaz malo gledam, recimo, ko mediji na kak način delujejo, ko so to vedno neki interesi od zadaj, vpliv na javno mnenje, potem vemo te politične bitke, ki so nekje v ozadjih. Mi se pa nekako tega poskušamo izogibati in nekako poskušamo z relevantnimi sogovorniki nekako priti do tiste informacije, ki bi jih nekako mogli naše gledalke in gledalci tudi dobiti oziroma videti.
Tudi pri teh stvarih, kot so recimo malce večji globalni premiki, je zelo všečno pogledati malce čez ograjo. Mislim, da so mediji vsaj nekateri tako definirani, da tu je začetek te ulice, tam je pa konec in samo to vidimo. Ampak konec koncev je svet povezan. To je treba razumeti. Ja, povezano je. Svet je definitivno povezan, ampak se mi zdi, da se vsi nekako zapirajo v neko svoje okolje in iz tistega okolja nekako poskušajo delovati, ko bi še rekel, vsak je v svoje nagrače, ki ne reši. No, saj to je to. Zakaj bi pogledali čez? Mene ne zanima, kaj se dogaja pri sosedovih, ampak hkrati se pa ne zavedam, da to, kar se dogaja pri sosedovih, vpliva tudi name. Jaz smo recimo tako izkušnjo, to, kaj recimo delamo tu čez mejo, ko vsake toliko časa gremo malo ravno k sosedom pogledati, ne? In me je presenetilo tisto, ko smo posneli to pustovanje. Pa smo potem seveda tudi dali na našo socialno omrežje. Pa povem, da je bil za avstrijske Štajerske odličen odziv. Pa tudi z naše strani sploh niso vedeli, da Avstrijci na tak način v nekem gasilskem domu pripravijo eno res super odlično veselico. Mreženja so pomembna, sploh tudi mreženja pri medijskih, ampak pri medijskih hišah tudi ne velja spregledati, ker sva bila pri medijih, ne bom zdaj komentiral Rdeče četrti, da jih v bistvu obvladuje nekaj nadnacionalk. Če vzamemo imperij Ruperta Murdocha, ki ima sedež, mislim, da v Avstraliji, obvladuje medije v Združenih državah Amerike in potem tudi v Veliki Britaniji. Vemo, da največji, ne ravno najbolj verodostojen časopis v Veliki Britaniji ima poseben fond za to, da izplačuje škode pri tožbah, ker ima večji priliv, ne glede na to, da jih tožijo. Pa ni to Rdeča četrt? To se mi zdi ena sprevržena logika. To je za mene Rdeča četrt in naši mediji grejo po tej poti. Sprevržena logika je, da ti lahko nekoga z enim stavkom pravzaprav uničiš. Kajti nekaj vedno ostane, nekaj madež vedno ostane. Zdaj jaz gledam recimo to, kar se recimo pri nas dogaja, se pravi, meni se zdi zelo pomembna ta medijska pestrost, pa ko se seveda v letih vseeno so se razvili ti lokalni in regionalni mediji in če je tudi medijski prostor čim bolj razprošen, je potem seveda tudi večja možnost, da do ljudi pride prave informacije. In mi zdaj recimo vidimo pri ljudeh, kaj si ljudje želijo. Ljudje si želijo nekih, bom rekel, dogodkov, pozitivnih dogodkov. Gledamo recimo, zadnjič smo imeli ribiški piknik, ki je bil v Beltincih, pa smo to posneli, pa pripravili prispevek, ki je bilo samo na našem Facebook strani 13,000 ogledov, brez nekega oglaševanja, brez vsega. Tako to si nekako ljudje želijo, kajti mi nekako kot mediji, mi dajemo, jaz bom rekel, ljudem hrano, s čim se ne hranijo. Ne? In mi moramo pokazati, kaj se gre v pravo smer. Zdaj pa, če pa mediji ljudi hranijo z vsakimi samimi negativnimi novicami, ali so to prometne nesreče, ali to so neke politične svinjarije in podobne zadeve, ali pa neke, ne vem, katastrofe po celem svetu, potem to seveda tudi vpliva na ljudi, ne? In so vedno bolj nesrečni, slabe volje, zafrustrirani in podobno. No, mi se s temi stvarmi ne ukvarjamo, mi tega pač ne bomo kazali, probamo pa te pozitivne stvari kazati in to se, kako sem rekel že na primeru te zadeve z tem primerom ribiškega piknika v Beltincih tudi kaže, da si naše gledalke in gledalci želijo pozitivnih zgodb in mi delamo v to smer, da bi ljudje dobili neke pozitivne novice. No, kar se pa drugače dogaja v našem medijskem prostoru, kar je pa nevarno in gre po smeri tega Murdocha, je pa to mreženje. In tudi, da se koncentrira lastništvo medijev v enem prostoru. Mi zdaj vidimo, da tudi v Pomurju, ker je bilo kar nekaj takih dobrih medijev z domačimi lastniki in se dejansko
ti mediji, ti domači lastniki so pač to zaradi takšnih ali drugačnih razlogov tudi prodali, to se mreži in je dejansko vpliv na te medije izven regije. Ali je to zdaj na radijskem območju, ali je to na časopisnem območju, ali na kjerkoli drugem območju. Torej, na ta način ta lokalni medij izgubi svojo avtonomijo. In se potem tudi seveda vidi pri teh programskih vsebinah in potem ima seveda nekdo, ki ima neko mrežo teh medijev po celi Sloveniji, lahko iz centra potem seveda tudi vpliva na poročanje teh medijev in pa seveda to potem tudi nevarno, da lahko da poskuša prek tega tudi vplivati na ljudi. Ali je tu v ozadju potem politika, ali je tu v ozadju, bom rekel, multinacionalk ali česarkoli, je potem to zelo nevarno. Namreč, če si ti neodvisen medij v nekem prostoru, potem ne morejo na tak način na tebe vplivati. Vedno je v nekem okolju možno, kad nekdo na tebe vpliva, to je vedno varianta, ampak če si v nekem okolju, je ta verjetnost manjša, da bi potem iz nekega centra na tebe vplivali. To je ena plat medalje, ampak meni osebno se včasih kolcne. Nas so učili takrat, ko sem bil še sam na izobraževanju na Radio-televiziji Slovenija, da je medij edukativen, mora tudi poučevati oziroma opolnomočevati, informativen, ne samo zabaven. Zdaj smo prišli pa na povsem drugo raven in da je treba v krizah ljudi pomirjati, jih ne vznemirjati. Ko je lepo, je pa itak vsem lepo. Ampak kaj pa mediji dela zdaj, ti glavne? Kaj počnejo? Vse kontra, kaj si povedal? Tu bom zaključil svoj stavek, jaz sem svoj povedal, informativen, edukativen in tvoj sobotnik. In v bistvu se sprašujem, če si res kdo želi sopotnika, ki ga vznemirja 24 ur na dan, 7 dni na teden. Jaz mislim, da vpliv medijev se je pokazal pri koroni, po mojem najbolj. Predvsem to vsakodnevno poročanje. To vsakodnevno poročanje, jaz pravim, ko so dejansko ljudem to v možgane silili to informacijo. In zdaj si pa samo eno plat zgodbe so kazali. Potem, ko so kazali tiste krste, pa tiste šlavhe ven z ust v bolnica, pa te stvari, pa te so tam doktori nastopali, sicer za 50-60 tisoč evrov, ene vodje, ko so potem propagando delali, pa tako naprej. Zdaj si pa te nekako predstavljaš, pa to je bilo na vseh medijih teh glavnih, pa še tudi ostali lokalni pa kjerikoli, razen nekaj svetlih izjem. In potem si predstavljaj recimo nekega penzionistka, pa penzionistu, par doma, ki sta star, 70, ne vem koliko let, in to gledata vsak dan. In vidita tiste številke, pa tiste barve, pa tiste zvoke, pa tiste stvari. In potem ugotovita, pa vidita, koliko je mrtvih, pa to, in potem ta dva ugotovita, da sta pozitivno. Pa ta dva sta na smrtni postelji že. Ta dva sta že zaradi psihe, ker so to vsak dan gledala, ali leto dni, ali 2 leti, pa ta dva sta bila razvaline. Ker tu mi je enega psihiatra, ki sem imel, mislim, kako možgane delujejo. Enega psihiatra sem imel vse bil v našem studiu tudi in mi je razlagal, kako človeški možgane delujejo. Ker tu je, ni se fizično, ampak je tudi v glavi ogromno. Operacija kolen. In delali so poskus. Imeli so eno skupino, 2 skupini so imeli in oboji so imeli težave z kolenami. In eno skupino so res operirali, drugi skupini so pa samo rekli, da so jih operirali. In ker velja seveda operacija kolena 100%, tudi ziher, tudi nima kaj biti, se je tudi zaradi takšnega razmišljanja tudi tisti skupini, ki je niso operirali, izboljšalo stanje v koleni. Torej, moč misli, pa moč tistega, kako lahko vpliva na človeka, se je najbolj pokazalo pri koroni. In ogromno jih je zbolelo, so imeli težji potek bolezni samo zaradi tega, ker so preveč gledali televizijo. Če bi vgasnili televizijo, kako je potem Putin vgasnil, se je potem zadeva tako umirila. Jaz mislim, da tu imajo mediji, tega sicer nihče še ni raziskal, ampak mediji so tu velik vzrok, ne samo pri nas, ampak po celem svetu, da je ta korona šla v tak ekstrem, kot se je potem tudi zgodilo.
Pa vse imamo za tudi korono, se pa vse posod je. Pa je kaj. Pa. Lepo sem rekel, moč strahu je najbolj rušilna. Strah dela svoje. Jo. Simon, hvala lepa. Hvala lepa za povabilo v to oddajo, pa seveda hvala vsem gledalkam in gledalcem televizije As, ki so si vzeli čas in naj dva pogledali.